toplo dobrodošli v Šparovi spletni seriji ABC peke z drožmi z Anito Šumer. Skupaj bomo odkrivali čudovito slasten in zdrav svet peke z drožmi ali domačim kvasom. In spoznali boste, da ta peka ni noben babav, da se je lahko loti čisto vsak. Če bi mi kdo pred 7 leti rekel, da me bodo droži povsem zasvojile, bi se mu samo smejala. Še bolj, če bi mi rekel, da bom o njih napisala knjigo in da bom potovala po vsem svetu, pa se je zgodilo ravno to. Ja, zarečenega kruha se največ poje, še posebno, če je z drožmi. Moja drožasta zgodba se je začela pisati 2012, ko mož po odstranitvi žolča ni več mogel jesti kruha, pripravljenega s pekovskim kvasom. Kot velika kruholjubca se mu nisva mogla odpovedati, pa sem začela iskati načine, kako je še mogoče peči kruh. Vse verjetno poznate katerega izmed njih. Morda vinski kamen, pecilni prašek ali soda bikarbona. A nič od tega ni dalo takšne mehkobe sredice in hrustljave skorjice kot pekovski kvas. Kljub temu nisem obupala in po prebiranju spletnih strani in številnih knjig sem našla nekaj novega, kar pa je bilo v bistvu zelo star, a pozabljen način priprave, star več kot 5000 let. Tako je nekoč kruh pekla tudi moja babica, ki je del testa posušila in spravila do naslednjič. Vsa navdušena sem zamešala svoje prve droži, ki pa niso uspele. Umrle so. A nisem obupala in ustvarila sem nove. Pri tem sem uporabila ekološko moko in filtrirano vodo in po 7 dnevih sem ustvarila rudla. To so moje droži, moje druge, ki me spremljajo že 7 let. Morda vam je izraz kislo testo bolj poznan. Poimenovanje droži uporabljam zato, ker mi kislo testo pač ne diši najbolje in tudi dobesedni prevod iz angleščine je. Medtem ko imamo v slovenščini prav lepo poimenovanje, na katerega smo pri peki kruha žal pozabili. In to so droži. Droži so preprosta fermentirana zmes moke in vode, v kateri kar mrgolijo mikroorganizmi. Na eni strani so to mlečno-kislinske bakterije, na drugi pa divje kvasovke. Če še nimate droži in ne poznate nikogar, ki bi jih podelil z vami, ne skrbite, danes jih bomo pripravili skupaj. Sama priprava droži traja kakšnih 7 dni, a ne ustrašite se, ko jih enkrat imate, bodo z vami za zmeraj. Potrebovali boste ržino moko. Z ržino moko bodo droži najhitreje oživele. Čist kozarec s pokrovom, med 370 in 400 ml, postano ali filtrirano vodo, žlico in tehtnico. Če vam tehtanje ne diši najbolj, pripravite gosto zmes, kot jo vidite v kozarčku. Prvi dan. Dobro zmešajte 20 g moke in 20 g vode. Kozarčka ne zaprite povsem in ga pustite na sobni temperaturi. Drugi dan. Zmesi ponovno dodajte 20 g moke in 20 g vode. Dobro premešajte in pustite zunaj. Tretji dan. Tokrat dodajte 30 g moke in 30 g vode. Premešajte, da ni grudic in pustite na pultu. Če v teh dneh zmes prične dišati po kislem ali če začne že naraščati, se ne ustrašite, ste na dobri poti. Četrti dan. Odvzemite polovico vsebine kozarca in jo dajte v čisti kozarec. Kar ostane, lahko uporabite za pripravo palačink ali drožalink. Zmes ponovno nahranite s 30 g moke in 30 g vode. 5. do 7. dan. Dodajate po 30 g moke in 30 g vode. Premešajte in pustite na sobni temperaturi. SOS. Če med postopkom zmes ne narašča več, vzemite eno žličko in jo dajte v svež kozarec in dodajte 30 g moke in 30 g vode. Po potrebi ponovite. Po približno 7 dneh boste dobili svoje prve droži. Ko te enakomerno rastejo po hranjenju in padajo, so pripravljene za uporabo. Na začetku so morda res še nebogljene, a starejše kot bodo, bolje bodo delale in bolje bodo vzhajale testo. Zdaj pa jih le še poimenujte, tako boste bolje skrbeli zanje. Peka z drožmi me je naučila potrpežljivosti in vztrajnosti. In da si je treba vzeti čas za dobre in zdrave reči.
In to ravno zdaj, ko nam časa kar nenehno primanjkuje. Lep drožast pozdrav in naj drži!